Zdrava prehrana postaja iz leta v leto vedno bolj pomemben faktor našega življenja. Slovenci smo lahko zaenkrat brez skrbi in dvomov o hrani, ki dnevno roma na naše krožnike. Od leta 2004 je Slovenija na področju varne hrane, to se pravi pridelave in predelave živil, povzela in prevzela vse standarde. Sicer je eden osrednjih problemov slovenskega kmetijstva predvsem nekonkurenčnost na evropskih trgih. Temu botruje tudi relativno neugodna starostna in izobrazbena struktura slovenskih kmetov. Jaz mislim, da bomo šli bolj v smeri varnosti, biološko predelane hrane in skozi to bomo seveda tudi morali določene stroške prevzeti ali bodisi država ali pa tudi sami potrošniki. Eden takšnih živilskih proizvodov, ki se v zadnjem času pojavljajo na trgih, so obogatena živila. To so običajni živalski proizvodi, mleko, meso, jajca, ki jih lahko preko prehrane živali obogatimo z različnimi vitamini, minerali, nenasičenimi maščobnimi kislinami, ki jih v naši sodobni prehrani primanjkuje. Zato, da bomo imeli v prihodnosti vedno bolj zdravo hrano, bo poskrbela tudi tehnologija. Na primer, da lahko rok uporabe, ki ga danes prečitamo na etiketi, bi mogoče zaznali z takšnim optičnim kemijskim senzorjem, ki smo ga danes predstavili, in sicer bi z spremembo barve na senzorični način lahko dejansko detektirali oziroma ovrednotili, ali je še takšna hrana varna ali ni več varna za našo prehrano. Sicer pa si velja zapomniti, da v naših prehrambenih navadah zaužijemo preveč lahkotopnih ogljikovih hidratov in nasičenih maščob, ter na drugi strani premalo vlaknin, mineralov in vitaminov.